Boris Golec, SAZU, ki velja za enega najplodovitejših in najprodornejših slovenskih zgodovinarjev, pravega polihistorija, ki se sicer pretežno posveča zgodnjemu novemu veku, posega pa tudi v srednji vek in je predvsem v širši javnosti odmevni njegovi, kot bi jih včasih imenovali, doneski k biografijam Janeza Vajkarda, Valvazorja, Primoža Trubarja, v najnovejšem času tudi Adama Bohoriča in, kot slišim, včeraj tudi Matevža Ravnikarja. Bo pa spregovoril o temi, o kateri je tudi že precej pisal, to je proces karniolizacije in dihotomija krajinsko-slovensko. Boris, prosim. Hvala lepa za besedo. Lepo pozdravljeni, upam, da se slišimo. Ko se je konec 18. in na začetku 19. stoletja po Evropi prebujala kolektivna narodna zavest, je na Slovenskem njene zgodnje buditelje kot eno najbolj perečih zaposlovalo vprašanje o enotnem poimenovanju ljudstva in jezika. Dihotomija splošno razširjene rabe terminov Slovenci, Kranjci in Slovenski Kranjski je pri oblikovanju modernega naroda pomenila oviro, s kakršno se sicer niso srečevali samo Slovenci. Načrtno opuščanje kranjskega lingvonima in etnonima ter njuno zamenjevanje s slovenskim v slovnicah, knjižnih delih in prvih domoljubnih budnicah je zaznamovalo začetek procesa poenotenja, ki se je v glavnem končal z uradnim priznanjem slovenskega jezika in imena leta 1849, neposredno po nastanku prvega narodnega programa med pomladjo narodov. Hkrati je bilo treba Slovence tudi v slovenščini po imenu jasno razmejiti od drugih Slovanov, kar so v prvi polovici 19. stoletja rešili s prevzemom čeških terminov Slovan in slovanski. Razmerje kranjsko-slovensko in Kranjci-Slovenci je precej bolj kakor zgodovinarje zaposlovalo sloveniste. Zgodovinarji so v glavnem le mimogrede omenjali, da se kranjsko ime pojavlja tudi zunaj Kranjske, ne da bi ugotovitve problematizirali. Zanemarjeno je ostalo vprašanje geneze, razširjenosti in vsebine lingvonima kranjski in etnonima Kranjec v stoletjih pred začetkom načrtnega dela za uveljavitev enotnega imena jezika in ljudstva. Pojav oziroma proces, ki sem ga poimenoval karniolizacija, je mogoče in ga je tudi nujno treba preučevati na različnih ravneh. Od poimenovanj za knjižni jezik v tiskanih delih, prek opredelitve jezikov in ljudstev pri sodobnih piscih, to je jezikoslovcih, topografih, zgodovinarjih, domoznancih, nadalje prek identifikacij in samoidentifikacij posameznikov do poimenovanj prebivalstva in posameznih vernakularjev v različnih okoliščinah. Doslej je bilo zelo malo pozornosti posvečene pojavnosti kranjskega imena v nevtralnih virih, v katerih so lingvonimi in etnonimi bodisi predmet samoidentifikacije oseb, zlasti izobražencev, bodisi imajo izključno praktično funkcijo. Sporočajo na primer, v katerem jeziku je bilo nekaj povedano ali zapisano, katere jezike določena oseba obvlada oziroma jih ne obvlada, kateri jezik je na nekem območju potreben za sporazumevanje, pridiganje in podobno. Glede na časovno omejitev referata lahko samo na kratko povzamem glavne ugotovitve raziskave, objavljene lani v monografiji Kolektivne identitete skozi prizmo zgodovine dolgega trajanja. V omenjeni obravnavi sem skušal odgovoriti na 3 ključna vprašanja. Prvo je sam potek procesa imenske karniolizacije, vključno z razlogi za uveljavitev in širjenje kranjskega imena. Druga je vprašanje, zakaj karniolizacija ni zajela imena celotnega ljudstva in jezika, še zlasti ob dejstvu, da se je ime vodilne in edine skoraj povsem slovenske dežele do začetka narodne prebuje že močno zasidralo tudi zunaj kranjskega prostora. In tretje, ali je proces imenske karniolizacije deloval na etnogenezo modernih Slovencev dezintegrativno. Dihotomijo slovensko-kranjske v literaturi prvi kratko orisal Jernej Kopitar v svoji znanstveni slovnici slovenskega jezika iz leta 1808 oziroma 9. Kopitar govori o Slovencih kot o Vindih, ki živijo na Kranjskem, Koroškem, Štajerskem in v Furlaniji. Vendar v opombi pojasnjuje, da to ime ni povsem pravilno, kajti samo štajerskim in koroškim Slovanom pravijo Vindi, Vinden, zato se tudi sami imenujejo Slovenci.
Na Kranjskem, kjer je vsa dežela poseljena s Slovani, pa je že odkar ljudje pomnijo v veljavi izključno posebno ime Kranjci, Krajner oziroma Krajnci. Preciznejši od Kopitarja je bil pred njim Jurij Japelj v 2 neobjavljenih rokopisih, od katerih je prvi odkrit zelo pozno, datiran z letnico 1773, drugi pa je iz leta 1807. Japelj v obeh potrjuje in še podkrepi poznejšo Kopitarjevo geografsko pogojeno dvojnost imena ljudstva in jezika, pri čemer razkrije pomembno dejstvo, da se etnonim Kranjci in lingvonim Kranjski nista omejevala samo na deželo Kranjsko, ampak sta pokrivala še velik del grofije Goriške. Kranjsko ime je imelo trdno oporo v dejstvu, da je bila Kranjska med zgodovinskimi deželami edina etnično jezikovno skoraj v celoti slovenska. Ko sta se iz deželnega imena izoblikovala etnonim in lingvonim, Kranjec pa ni bila več samo geografska oziroma politična oznaka, je proces krnjolizacije zajel tudi druge prostore. Pri tem širjenje na sosednje dežele ni bilo plod načrtnega dela, ampak bolj ali manj spontan proces. Pojavljanje na nekranjskih območjih je poglavitni pokazatelj, kdaj leksem Kranjec ni bil več vezan na politični prostor dežele, ampak je šlo za etnonim v polnem pomenu besede, leksem Kranjski pa je postal samostojen lingvonim in ne zgolj označevalec določenega vernakularja. Nevtralni viri, nejezikoslovni in neknjižni seveda, pričajo, da kranjski lingvonim in etnonim v 18. stoletju ne le močno dominirata na Kranjskem, kjer slovensko ime iz tovrstnih virov domala izgine, ampak sta izpričana tudi zunaj Kranjske, zlasti na Goriškem in Tržaškem, sporadično pa se pojavljata še v južnem in zahodnem delu slovenske Štajerske. Povsod najprej etnonim in šele pozneje tudi lingvonim, ta začenši na Goriškem konec 17. stoletja. Vendar pa splošna raba termina kranjski za slovenski jezik, kot smo ji priča v drugi polovici 18. in prvi polovici 19. stoletja, zlasti na Kranjskem, in z njo povezana geografsko pogojena dihotomija kranjsko-slovensko in Kranjec-Slovenec, sodeč po pojavnosti kranjskega imena v virih, nista mogli biti konstantni skozi celotni zgodnji novi vek, ampak sta se med 16. in 18. stoletjem močno okrepili. Na Kranjskem je bila zasidranost kranjskega imena v Kopitarjevi dobi v začetku 19. stoletja precej podobna tisti v Valvazorjevem času, konec 17. stoletja. Predtem pa pričajo viri o večji diferenciranosti oziroma močnejši alternativni rabi kranjskega in slovenskega poimenovanja. Glede na govorico virov se je na Kranjskem prej kakor lingvonim kranjski utrdil termin Kranjec kot etnonim. Tu najverjetneje že v Trubarjevem času ni imel prave konkurence v Slovencu. Zato tudi tako pogosta skupna raba obeh oznak, prej smo videli eno v protestantskih tiskih, ki govorijo o Kranjcih in Slovencih in podobno. O označevalcu Kranjci za prebivalstvo kot tako ni pred drugo polovico 16. stoletja znano niti eno pričevanje, kot tudi ne o označevalcu Kranjski za jezik. Vedno je samo slovenski jezik, vindische Sprache. Pomenljivo je, da vsi od prve polovice 15. stoletja dalje dokumentirani toponimi na Kočevskem vsebujejo oznako slovenski, z nemško ustreznico Windisch, Windischdorf in podobno. Nasprotno pa so Kočevarji v moderni dobi o svojih slovenskih sosedih govorili kot o Kranjcih, ki govorijo kranjsko, ne slovensko. Lingvonim kranjski je na Kranjskem povsem prevladal nad slovenskim šele v 17. oziroma v prvi polovici 18. stoletja. V protestantski dobi je bil rabljen samo v tiskih in skoraj vedno le za določnejše označevanje kranjske različice slovenščine. Potem pa je skozi 17. stoletje doživel močan vzpon tako v tiskih kot v nevtralnih virih. Slednji, nevtralni viri, so najzanesljivejši pokazatelj dejanske rabe lingvonimov, pri čemer gre kot indikativen vir izpostaviti letopis ljubljanskega jezuitskega kolegija iz obdobja od konca 16. do konca 17. stoletja, ki priča o izrazitem premiku od slovenskega h kranjskemu z radikalnim preobratom po letu 1650. V 18. stoletju so govorjeno slovenščino vsi družbeni sloji na Kranjskem imenovali kranjski jezik in le težko bomo našli pričevanja o poimenovanju domačega oziroma deželnega jezika kot slovenskega. Razen v tiskanih delih. Ta so v naslovih pogosto nosila dvojno ime, ker so nagovarjala širši prostor skupnega jezika.
Zavest o enem skupnem jeziku se je namreč ohranjala, kar smo nazorno videli iz pričevanja Matije iz Kranja sredi 17. stoletja v referatu Vanje Kočevarja. To je mogoče razbrati tudi pri Valvazorju, kljub strogo deželnemu konceptu njegove slave vojvodine Kranjske, in se posebej izrazito pokaže v drugi polovici 18. stoletja v odklanjanju Pohlinovega odmika od knjižne tradicije in njegove koncepcije kranjščine. Tako je tudi sam Pohlin, kranjski označevalec za jezik, slednjič zamenjal s slovenskim. Da Kranjec na Kranjskem že dolgo pred Valvazorjem ni bil več samo pokrajinska oziroma deželna identifikacija, ampak etnično-jezikovna kategorija, jasno spričuje knjiga članov ljubljanske jezuitske kongregacije Marijinega vnebovzetja, ki se začenja z letom 1605. V to kongregacijo pa so vstopili skoraj vsi dijaki zadnjih 2 letnikov jezuitske gimnazije. Že v začetku 17. stoletja namreč razlikuje med Kranjci, Kočevarji in Istrani, včasih tudi Hrvati, čeprav so vsi našteti prihajali iz Kranjskega. Več indicev tudi kaže, da Kranjec že v 16. stoletju ni bilo samo ime za prebivalce Kranjske, ampak etnonim. V protestantski dobi je že presegel deželne meje in se po položaju izenačil z naddeželnim etnonimom Slovenec. Referenčni in nevtralni viri za spremljanje nekranjcev, ki so se opredelili kot Kranjci, so zlasti evidence študentov, dijakov in klerikov, še posebej, kadar pokrivajo daljši, tudi večstoletni časovni razpon. Ker je šlo za samooznake, ustrezajo tudi konstruktivističnim definicijam etnične skupnosti. Etnonim Kranjec srečujemo od 40. let 16. stoletja pri posameznih študentih na Dunaju, ki so bili doma iz južnega dela slovenske Štajerske in z Goriškega, pozneje pa pri študentih iz istih območij, ki so študirali v Gradcu in Celovcu, ter pri posvečenih klerikih v Furlanskem Vidmu, torej središču Oglejskega patriarhata. Sodeč po intenzivnosti pojavljanja je v prevzemanju kranjske identitete v 17. in 18. stoletju prednjačil današnji primorski, zlasti severno-primorski prostor, pred južnim delom slovenske Štajerske. Tukaj vidimo gostoto krajev, iz katerih se omenjajo Kranjci, ki niso bili Kranjci iz Kranjskega. Na Štajerskem zaznamo severno mejo pojavitev etnonima pri geografski ločnici Vitanski razvodnici. Onstran te v Podravju ni o navzočnosti kranjskega etnonima in lingvonima nobenih dokazov, enako kot ne na Koroškem, kar se ujema z Japlevima poročiloma z konca 18. in začetka 19. stoletja. Kranjski lingvonim so tam po potrebi uporabljali kot pojasnjevalno oznako pri komunikaciji navzven. Tako je na primer Mariborčan, jezuitski kandidat z nemško materinščino, leta 1692 na Dunaju navedel, da obvlada tudi kranjščino, karniolikom. Korošec Ožbolt Gucman pa je v svoj pravopisni priročnik iz 70. let 18. stoletja naslovil kot Windische und Krajnerische Rechtschreibung. Kranjsko ime in identiteta sta se torej veliko bolj prijela v zahodnih slovenskih pokrajinah. Zakaj tam? Ker je bila tam deželna identiteta prebivalstva šibkejša kakor na Štajerskem in Koroškem, torej v 2 starejših političnih tvorbah od Kranjske. Trdno oporo sta imela v dejstvu, da je bila Kranjska etnično-jezikovno edina skoraj v celoti slovenska dežela, pri čemer njuna širitev ni imela v nobenem oziru političnih elementov ali konotacije, saj ni bilo nikakršnih motiviranih pretenzij z Kranjskega. Lahko so jo sicer podpirali kranjski duhovniki, ki so delovali v sosednjih deželah, znotraj Oglejskega patriarhata zlasti seveda, ki seže do Drave, a je šlo v osnovi za naraven proces, ki je imel oporo v knjižno-jezikovnih in kulturno-zgodovinskih elementih. Kranjsko ime bi torej v perspektivi lahko zamenjalo slovenskega kot jasno razlikovalno, ki bi se nanašalo izključno na ozemlje modernega slovenskega naroda, torej brez kajkavskega prostora in brez rabe za poimenovanje širšega slovanskega prostora. Toda končni rezultat procesa karniolizacije ni primerljiv z uspehi procesa kroatizacije pri kontinentalnih Hrvatih, Kajkovcih, ki so do 17. oziroma 18. stoletja sami sebe še imenovali Slovenci, svoj jezik pa slovenski. Drugače kot kroatizacija, ki je prehodno zajela tudi nekatere robne dele Kranjske in Štajerske ter Prekmurje, se je karniolizacija
začela v etničnem jedru na Kranjskem. Toda kranjsko ime v nasprotju s hrvaškim ni bilo dovolj politično kohezivno, da bi nazadnje lahko postalo splošno sprejeto etnično oziroma narodno ime. V avstrijskih dednih deželah so za tak razvoj pomenili preveliko oviro deželni partikularizmi. Kranjska je bila politično prešibka in brez vsakršnih zgodovinskih argumentov in mehanizmov za strnitev avstrijskih Slovencev okoli enega deželnega jedra in za prevzem imena ene dežele za narodno in splošno sprejeto jezikovno ime. Kranjska torej ni bila politični Parnas za Slovence, bila je kulturni Parnas. Dala je torej jezik, knjižni jezik, dala je neka etnična obeležja, narodno nošo, Triglav kot simbol, ne nazadnje deželno zastavo za slovensko zastavo sredi 19. stoletja. Še več, Kranjci so morali v prvi polovici 19. stoletja narediti korak ali dva nazaj in se vrniti k imenoma Slovenci in slovenski, ki sta bili edini razširjeni in prepoznavni na vsem slovenskem ozemlju, najmanj na Kranjskem. S tem pa tudi edini sprejemljivi kot ime modernega naroda. Na vprašanje, ali je imenska karniolizacija na proces etnogeneze Slovencev delovala dezintegrativno, je mogoče odgovoriti tako pritrdilno kot nikalno, predvsem nikalno. Dvoimenskost zagotovo ni prispevala k večjemu občutku povezanosti prebivalstva. Videli smo, vedno je bilo treba poudariti mi, Kranjci in Slovenci, kranjski in slovenski, kranjski ali slovenski. Ampak to prebivalstvo se je zavedalo svoje jezikovne povezanosti in se je prepoznavalo tudi v slovenskem imenu, naj se ga je zase uporabljalo ali ne. Kranjci ga v 18. stoletju niso več uporabljali, skoraj ne več. Je pa imelo prevzemanje kranjskega imena na območjih zunaj Kranjske veliko bolj integrativno kakor dezintegrativno funkcijo. Čeravno je imensko dihotomijo dodatno poglabljalo, je pomenilo viden odraz preseganja političnih meja in v kranjski politični prostor omejenega kranjstva. Kranjstvo, gledano v celoti, tako ni pomenilo odmika od nastajajoče ali že izoblikovane skupne identitete in ga v slovenski etnogenezi ni mogoče označiti kot stranpot, saj se je v 19. stoletju zlahka steklo v skupno glavno razvojno pot od etnije k narodu. In končno, dinamični proces karniolizacije potrjuje, kako zelo je za preučevanje in razumevanje etnogeneze in identitet nujna tako imenovana zgodovina dolgega trajanja. In kako hitro postanemo ujetniki napačnih, nehistoričnih predstav, če se omejujemo na kratka oziroma prekratka obdobja, na pretekli razvoj pa sklepamo zgolj iz stanja v določenem času. Denimo na začetku nacionalne prebuje Slovencev, ne da bi presojali s spreminjajočimi se merili posameznih konkretnih obdobij. Jerneju Kopitarju z začetka 19. stoletja ne gre zameriti nehistorične trditve, da je posebno ime Kranjci v veljavi na Kranjskem že odkar ljudje pomnijo. Zato pa za moderno historično znanost nikakor ne more biti sprejemljiv argument, da si bosta zgodovinarja nekoliko olajšala nalogo tako, da ne bosta posegla predaleč v zgodovino. Hvala lepa.